verjetno bo to najbolj tako pikro vprašanje, ne? A je homoseksualnost greh? Tukaj je najbolj tak vprašanje, jaz mislim, da to ni kar greh. Okay. Ja. To ni, mislim, mnogi homoseksualci niso nič naredili, da so to, kar so. Ok, zdaj so spet pri svobodni volji, ne? Ja, ampak mislim... Nekomu so privlačen isti spol. Ja. In ni se odločil pred tem, da mu bo privlačen ta isti spol. Tako jaz gledam, ne? Ampak, a se je? Jaz mislim, da se ni. Ja, no, nekaj ga v to vleče, nekaj ga v to privlači. Tako, in ni se odločil, da ga vleče. In kva naj mu zdaj naredim? Se strinjam. A bi pred 200 leti isto odgovoril? Mislim, da ja. Bi? Mislim, da ja, ne vem. Jaz se takrat nisem nič o tem tako sprašoval, jaz sem tam s kmetov, jaz sem videl samo zato, da smo... No, ampak če bi bil duhovnik, pa to je malo bolj javno, pa bi te jaz to vprašal, te ne bi bilo strah reči, da ni greh. Mislim, da ne. Ne, mislim, da ne. A misliš, da bi šel proti glavni mnenju v cerkvi? Cerkev ni nikoli bila proti homoseksualcem. V tem smislu ne. Cerkev ki je bil tale družinski zakonik, se je tako mečkano poizpajal, da mi ne maramo teh ljudi karkoli. Mi smo samo zagovarjali, da pač, a ne, družina je se pravi moški, ženski, otrok, a ne. To je druga debata. In to ne more biti kar isto, a ne. To smo mi zagovarjali. Ampak to ne pomeni, da mi zdaj teh ljudi ne maramo. To, da včasih tako nas res narobe razumejo. Jaz nisem nikjer zasedil v nauku cerkve, da jih mi teh ljudi pa namaramo. Kaj pa v Stari zavezi, ki je pač homoseksualnost označena kot greh? Sam to nisem toliko zasedil. Nisi zasledil tega? Ne. Res ne. Tega pa res dela nisem prepričan. V Stari zavezi je kazen za homoseksualnost kamenjanje. A ja? Ja. Nisem tega videl, res ne. Ja, bom pogledal točno, ti bom poslal točno iz katere knjige. Ne? Jaz sem takole večinoma, ker sem se srečeval, pa tako, ko so mi kakšni isto spolni, se pravi pari, pa tako, ko so mi pisali, jaz sem zmeraj rekel, da se veste, kaj je greh, kaj ni greh. A ne, dejanje so pravzaprav tista, ki nas pravzaprav večkrat omažajo. Ampak vsakič sem zmeraj rekel, da najprej sebe sprejmi. Se mi zdi, da problem pri homoseksualcih je to, da ne sprejmejo sebe v tem smislu, v čemer so. Pa, a ne, družba tudi deluje na tak način, kot deluje, ampak njega, ki lahko spreminjaš, si sam ga sebe. Družbe ne moreš kar spremeniti. Ampak če pa sebe sprejmeš, si pa že ogromno naredil. Ja, tukaj se mora začeti, ne? Ja. A ne, in isto velja tudi, ne moramo kar nekoga spreminjati, pa ne moramo kar nekoga mu drugačno mišljenje dati. Nad edino osebo, ki imaš ti v oblasti, je pravzaprav sam. Do samega sebe. Zdaj, a je homoseksualnost greh ali ni greh, jaz ne vem, jaz to nisem nikjer zasedil. Živi pošteno, pa delaj dobro, a ne. Ne vem, nisem nikoli... Je to pogosto vprašanje, ki ga dobim. Pa včasih od njemu kaj sprašujem, včasih ne, ampak da bi pa prav belu si glavo glede tega. Ma ja, sej ni mi bilo toliko všeč to vprašati, ampak to je najbolj tako kontroverzno vprašanje. Ni bil moj namen, da tebe dajem tukaj. Ne. Sam res me zanima, ne, kako ti pri sebi osebno te stvari sortiraš, ne. Ker stvari se dogajajo, svet gre v določeno smer, potem imamo tukaj odzadnji institucijo, ki ima določena pravila, ne, in sem sam želel to malo jaz drugače glede tega niti ne sekiram. Ker veste, tako je, stvari, ki so znotraj življenja, bodo itak vedno obstale. Stvari, ki so na poti neke smrti, pa nekaj tako, bo pa itak se izničilo. Čas ima neskončno razsežnost. En košček sem tukaj na tem svetu, kratek čas bom verjeten, če primerjam z 1000 let, to, kar človek živi, se skapneč.
Živeti moraš, preživeti moraš in stvariš in delaš znotraj tistega, kar si in kar lahko. Pa itek čas pokaže in svojo pot oziroma tisto, kar obstane in kar ne obstane. Ja. Jaz mislim, da stvari, ki so znotraj življenja, bodo vedno obstale in bo vedno šlo to naprej. Tisto pa se pozabi neki. To je že Gamaliel rekel, ko so preganjali kristjane v začetku, kmalu po Jezusovem nebohodu, je rekel, zdaj, če je to od Boga, bo obstalo, če ni od Boga, ne bo obstalo. In se mi zdi, stremi k dobremu. Ja, se mi zdi, da tudi v zgodovini, kar je bilo dobrega, je obstalo, kar je bilo slabega, je šlo pa pozabo. In pri vseh teh stvarih je tako. Pa čas svoje pokaže. Ja, sej tukaj je zelo zanimivo, ker a bi se strinjal z mano, da ima krščanstvo, vsaj tako statistično, da je v neki krizi glede novih vernikov, glede izgubljanja vernikov. Pa celo jaz bi argumentiral, da niti ni tako stara vera, ne? Ker 2000 let... Ja, krščanstvo je vedno bolj sveže. Krščanstvo nima nekega upadanja v tem smislu in krščanstvo bo vedno aktualno. Mogoče ne trenutno v Evropi, ampak drugod po svetu pa zelo. In vidiš svetlo prihodnost. Ja, seveda. Okay, ne, za krščanstvo, mislim, ne na splošno. Na splošno za rimokatoliško cerkev. Cerkev bo vedno obstala. Cerkev je ena ogromna ladja, ki bo vedno še naprej. Bo se soočala s takšnimi drugačnimi težavami in tako naprej, se čisti in puca in se kristalizira vsem mogočem. Ampak nauk Jezusa Kristusa bo vedno obstal in cerkev bo vedno obstala. In to sploh ni vprašanje. Ne bo to, kar... Se bojo pa mogoče še strukture zrušile, kar pa ni nujno slabo. To ni noben problem, ampak jedro, evharistija, sveta maša, občestvo, cerkev kot taka, kot Jezusova nevesta, bo pa vedno obstala. Še 5000 let, 10 000 let. Ja, kar bo Nimaš dvoma. Nimam dvoma. Nimaš dvoma. Jaz sem kar tako mal... Nimam dvoma in kristjani smo čuden narod, če tako rečem, ker bolj, ko se nas tolče, več nas je. In tudi zato imamo toliko mučencev in tako naprej. Nismo pogojeni s svetom, veselimo se tistega, kar bo po tem svetu. In tako, jaz mislim, da nimam dvoma glede tega. Niti ni cerkev v naših rokah. Res je, ja. Cerkev je Božja ustanova, Jezus je ustanovil. Imamo pač tudi predstavnike cerkve, vidne, manj vidne in tako naprej. Tudi jaz sem eden izmed teh. Smo grešni, trudimo se na svoj način. Če kdo ruši cerkev, smo pravzaprav sami sebi, tako da je večkrat žal. Ampak smo pač, Jezus je tudi znotraj cerkve in kar je Božjega, bo vedno obstalo.